ampak me že slišal. Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalci, ne vem katerega knjižnega sejma za povrstjo, nisem si zapomnil, mislim, da je 38, če se ne motim. Če se motim, me bo kdo popravil. Danes smo tukaj na pisateljskem odru, da se pogovarjamo o dveh zadevah, ki sta sicer dva različna projekta, dva različna načina, kako delovati, bomo rekli, tudi malo družbeno z avtorji, kaj početi z njimi ali pa kako pravzaprav promovirati novo literaturo, kako ji najti prostor v svetu. Sta pa vendarle to dva različna projekta, ki imata to, skratka, to neko noto skupno. Z mano sta, zdaj bom tle malo plonkal, ker še nismo imeli te časti, da bi sodeloval z njima, oziroma z Ajdo imava en tak na pol sodelovanje. In sicer z mano najprej na moji desni prejemnik nagrade Mlado pero za mladega kritika Sašo Puljarjevič. Trenutno zaključuje, upam, da je to še vedno res. Končal, skratka, zaključil je magistrski študij primerjalne književnosti in južnoslovanskih študijev. Je eden od urednikov zbornika Južnoslovanski večer, to še drži? Drži, lepo. Ta je bil nagrajen s priznanjem Filozofske fakultete, letos pa izide njegov, oziroma je zdaj šel, ravno pred 5 minutami sveže iz tiskarne, njegov prvi književni prevod, in sicer roman Minister črnogorskega avtorja Stefana Boškovića, lanskoletnega prejemnika nagrade SEP, o kateri bomo tudi danes govorili. Še dlje na moji desni je pa Ajda Bračič, oziroma Bračič. Zdaj sem že jaz pozabil, kaj sva se zmenila, da je pravilno. Bračič, okej. Po izobrazbi arhitektka, bivša oziroma nekdanja izvršna urednica revije Outsider in avtorica prvenke Leteči ljudje, tudi ti jo lahko postaviš po koncu, mogoče, da kdo vidi, ki je šla seveda v zbirki Prišleki Literarno-umetniškega društva Literatura, v zbirki Prišleki, ki objavlja prvence, prvence avtorjev, sicer pa je tudi pesnica. Kolektiv Ignor je v letu 2018 namreč izdal njen chapbook njene poezije z naslovom Gravžen roža. Tukaj pa vse še vedno drži. Super, me veseli, kaj zadanem. Danes se bomo pogovarjali, kot sem že omenil, o nagradi SEP in Odisejevem zatočišču, pa bom mogoče zdajle preskočil, Ajda, najprej k tebi in bi morda povedala nekaj čisto svojimi besedami, kakšne so tvoje izkušnje oziroma kako ti vidiš projekt Odisejevo zatočišče, ki ga vodi med drugim seveda tudi Društvo slovenskih pisateljev. Prosim. Je najprej to, da sem bila začudena, recimo, ko razlagam svojim sorodnikom ali pa prijateljem, da sem dobila neko rezidenco literarno, da ne vejo, kaj je to rezidenca. V bistvu gre za to, da se lahko za nekaj časa nekam odmakneš in mogoče imaš mir za ustvarjanje, pa spoznaš mogoče eno drugo ozadje, eno drugo literarno sfero v neki drugi državi. Meni je Odisejevo zatočišče že ves čas malo dišalo, ampak se do zdaj nekako nisem mogla prijaviti, ker nisem imela pač dovolj izdanih del. Letos sem pa bila navdušena, ker so se kriteriji za prijavo malo spremenili, ker so bili bolj pač usmerjeni proti še neuveljavljenim avtorjem oziroma avtorjem mlajše generacije in sem tudi jaz pač spadla, se pravi, v to skupino, ki se je lahko prijavila. Tako da vsekakor se mi zdi, da bo to ena fajn izkušnja. Gremo v Wales, česar se zelo veselim. V bistvu vse trije prostori, ki sem jih izbrala, kam bi rada šla, so bili zelo blizu morja. Morje bom dobila. Tako da ja, krasno. Mislim, se res zelo veselim te izkušnje. Pa če ostaneva za sekundo, ja, marsikdo ne ve, kaj je literarna rezidenca. Praviš, da je to nek mir, recimo nek mir, čas in prostor, ki ga človek dobi za pisanje, ampak recimo
vendarle me zanima, kaj pa ti pričakuješ, kaj ti bo literarna rezidenca dala. Je to samo zgolj to, da boš lahko imela lastno sobo, če parafraziram Virginia Woolf, ali je tudi kaj drugega, ne vem, kakšno srečanja z tujo literaturo, z tujimi uredniki, možnost nekih izmenjav, kako, mislim, ali si se tudi pogovarjala že s kom, ki je bil na literarni rezidenci, da mogoče tudi veš, kaj lahko bolj pričakuješ od tega, no? Ja, jaz mislim, da je to pač, da sta v bistvu to dva razloga, zakaj se na primer prijavljati na rezidence. Prvi je, se pravi, ta možnost malo stopiti iz svojega vsakdana, pa pač dobiti nek, ne vem, zunanji pogled tudi na lastno ustvarjanje. Drugi je pa to srečevanje, ustvarjanje ene mreže, pač znotraj svoje države ali pa izven, ne, in promocija, ne vem, DSP recimo se mi zdi, da dela v smeri tega, da se potem avtorji, ki so izbrani, promovirajo, recimo tudi ta dogodek je pač temu namenjen, in da se dobi nek glas. Hkrati seveda se taka zadeva lahko unovči pri nekih točkah za pridobivanje nadaljnih statusov in recimo promocija pa točke sta dve valuti, ki se mi zdi, da največ štejeta, ne, v slovenskem literarnem svetu. Tako da v vsakem pogledu zelo fajn. Recimo v Walesu pa ja, si obetam enih novih poznanstv, pa tudi mogoče spoznavanja malo več njihove literature, ki jo v resnici zelo slabo poznam. No. No, super. Skratka, če greva, Sašo, k tebi zdajle, govorili smo torej o Odisejem zatočišču, to je seveda za rezidenca oziroma neka projekt, ki je namenjen izvirnim avtorjem, skratka avtorjem, ne izvirnim avtorjem, ampak avtorjem recimo besedil. Zdajle pa govorimo tudi o nagradi SEP, ki je seveda namenjen tudi spet avtorjem, ampak preko njih seveda tudi prevajalcem. Pa mogoče samo na kratko, kaj sploh je nagrada SEP, koliko si se pač ti zdaj spoznal s tem, če lahko mogoče predstaviš zelo na kratko poslušalcem, poslušalkama. Torej, gre za literarno nagrado, ki od leta 2006 podeljuje ta Društvo slovenskih pisateljev in pa Srednjeevropska pobuda. Srednjeevropska pobuda je medvladni forum s sedežem v Trstu, ki skrbi za regionalno povezovanje, evropsko integracijo in pa trajnostni razvoj. Trenutno šteje 17 članic in mislim, da pred korono je ta nagrada imela obliko rezidence, da je izbrani avtor oziroma nagrajenec, nagrajenka prišel v Ljubljano, prijavil projekt in zato dobil možnost enomesečnega ustvarjanja. Zaradi spremenjenih okoliščin zaradi korone je ta nagrada dobila novo obliko in sicer trenutno predstavlja prevod v slovenščino in pa v en jezik po izbiri nagrajenca oziroma nagrajenke. Lanskoletni prejemnik Stefan Bošković z romanom Minister, sem ga prevedel v slovenščino. No, super. Ja, lanskoletni dobitnik je skratka zdaj sveže izšel v slovenščini. Kaj pa mogoče tebi kot prevajalcu pomeni možnost sodelovanja pri enem takem projektu oziroma možnost nasploh, kako mogoče lahko tudi pojasniš, kako so nenazadnje prišli do tebe, ker vendarle je to tvoj zdaj prvi književni prevod, zakaj se neki odločevalci so se odločili, da to tebi ponudijo? Ja, res je moj prvi književni prevod in sem imel to srečo, da Đurđa Strosoglavec ni imela časa. Kdor pozna Đurđo Strosoglavec, ve, da je zelo uveljavljena in zelo dobra prevajalka. In predvidevam, vem, da me je priporočila in predvidevam, da se pa izbral zaradi tega, ker je vedel, da za mano stoji Đurđo Strosoglavec. No, to je kar velika referenca, ja, to moram tudi jaz priznati, da tudi Đurđi ne vem, če upam ugovarjati, tako da načeloma gotovo se strinjam, da z njo se bom strinjal, da si odlična izbira za to, ampak predvsem je pa tudi, mislim, da taka zanimiva seveda stvar ali pa mogoče naključje je seveda, da je hkrati zdajle s tole knjigo ne samo promocija enega avtorja, ki v slovenščini do zdaj še ni bil izdan, ki je za naše bralce še nepoznan, ampak je tudi na nek način potem zdaj tudi promocija
vstop v literaturo tudi zate kot prevajalca, kar se mi zdi pač ena izmed zanimivih stvari, še posebej, ker domnevam, da prevajalci nimate ravno zdaj take lahke vstopne točke v nek svet literature. Ja, definitivno. In jaz sem izredno hvaležen za to priložnost, ker tudi, kot veste, je delo z mladimi prevajalci zahtevnejše kot z nekom, ki pač... Kakor kdaj, ja? No, zagotovo zahteva več dela. Tako da ja, definitivno sem hvaležen in se mi to zdi en tak dober vstop, no, ki mi bo omogočil še kakšen nadaljen prevod. No, prav gotovo. Ajda, če greva spet nate, zdaj mogoče, glede na to, da sva pač o Odisejevem zatiščišču že nekaj povedali, da sva povedali pač o tem o rezidenci, se mogoče lotiva vmes še malo tvoje knjige, ki si jo prinesla in odložila gor na mizo. Kaj vseeno, ko se jaz veliko, ko se pogovarjam z avtorji, recimo nekateri, ki grejo na literarne rezidence, imaš dve vrsti avtorje, nekako tako, ne? Imaš avtorje, ki grejo z nekim načrtom tja, skratka, že točno vejo, kaj bojo delali, radi bi imeli čas, da bojo to pa to napisali za takrat. Imaš pa avtorji, ki grejo šele, ne vem, raziskovati neko temo. Zdaj jaz ne vem, kam točno spadaš ti, v katero kategorijo avtorjev, predvsem je seveda zate tudi ne vem, če greš še kar pisati kratke zgodbe, ne? To vendarle govorijo, da teči ljudje so zbirka kratke proze, a te še vedno kratka proza zanima, ker jaz si predstavljam, da na rezidenci ti lahko napišeš, ne vem, nekaj kratkih zgodb, zelo težko boš cel roman, ne? Razen če si na rezidenci pol leta, ampak kaj si ti pravzaprav, kakšen je tvoj načrt, ko boš šla na rezidenco, kaj torej misliš početi, misliš šele raziskovati, že imaš natančen načrt ali že imaš nekaj v delu in ti bo pač rezidenca pomagala pri tem, da boš to delo, ne vem, zaključila? Ja, glede na to, da je v bistvu rezidenca, če prav razumem, traja približno 14 dni oziroma 3 tedne, tudi jaz ne računam na to, da bom v bistvu mogoče sploh karkoli napisala. Če kaj bom, bo to fino, če ne, pa tudi ne bom zelo jezna sama nase, no. Mislim, da grem tja predvsem spoznavati ljudi, pa jezik, pa pokrajino in v bistvu mogoče shranjevati malo tega za kasneje, ko se bom v bistvu vrnila nazaj, no. Drugače, ja, mislim, kratke zgodbe so zagotovo ena oblika, ki me zelo zanima, ki zelo odgovarja nekako mojemu načinu življenja, zato ker so hitro napisane, mislim, lahko se vračaš jih popravljati, ampak hitro dobiš to zadoščenje, na koncu zadevo si oddelal, odkljukal in v bistvu je končana, lahko se lotiš naslednje stvari, kar je nekako v skladu z mojim karakterjem, no, ampak močno delam na tem in zbiram kondicijo in disciplino, da bi kdaj napisala kaj daljšega, tako da mogoče pa je tudi ta rezidenca lahko pomoč pri tem, no. No, zdaj bom mogoče malo sebe potunkal, ampak če se jaz prav spomnim, si ti tudi meni poslala oziroma na Cankarjevo založbo rokopis, ki ga nisem nikoli prebral do tistega trenutka, ko mi je Veronika omenila, da bo že izšel pri Lud literature, za kar se ti opravičujem, to je pač pregovorno, sem zelo slab pri kakšni komunikaciji, ker tudi Nana tamle ve, ampak... Sta pa z Veroniko bila edina izmed 5 založb, ki sta sploh odgovorila. Aha, ja. To pa mislim, da ne pove nič dobrega o drugih založbah, ampak recimo, če te čisto resno pač vprašam, kako se tebi zdi, o tem je veliko govora, pa na vsakem, ne vem, knjižnem sejmu se kakšna debata na to temo, pa na vsake toliko jaz imam veliko delavnic, recimo, kjer se srečujem z avtorji, ki še niso izdali knjige in je to pogosta tema. Skratka, se ti zdi, da je v Sloveniji težko priti do knjige? Najprej to, najprej bova tako naredila, a se ti zdi, da je v Sloveniji težko priti do samostojne knjige, pa sploh do nekega preboja objave, da pravzaprav lahko nekdo neutralen, ne bom rekel neutralen, ampak da bralska javnost lahko končno prebere nekaj tvojega. Ja, mislim, da je vse skupaj malo odvisno, ne toliko mogoče od samega načina pisanja ali pa od kakovosti napisanega, ampak tudi od tega, kakšen karakter si. V bistvu mislim, no, da pač zelo pomaga, da se udeležuješ raznih literarnih večerov, da pač
znaš minglati, da znaš spoznati prave ljudi v pravem času, da si nekako skozi prisoten, da si ljudje zapomnijo tvoje ime in tako. Mislim, ne vem, jaz pač sem pisala od, ne vem, najstniških let, večino tega časa so bile recimo moje pesmi, ki sem jih takrat pisala zelo slabe, a ne. Tako da ne zameram, oziroma sem vesela, da mi takrat ni noben izdal knjige, ampak po drugi strani je pa vseeno trajalo v bistvu to, da sem zdaj do prvenca prišla 10 let, ne. In največ pri tem mislim, da je prispevalo to, da sem začela na neki točki delati kot arhitekturna novinarka oziroma kritičarka in tako, in da se je pač začeli mi malo pojavljati in je bilo pol mogoče lažje se odločiti za to, da se pač izda knjiga. Ja, absolutno se strinjam. Druga stvar, ki me zanima, ker smo ravno pri tem, pri mladih avtorjih, pa neuveljavljenih avtorjih, kakorkoli pač to obrnemo, je seveda tudi ta, kot si sama rekla, ne, Odisejevo zatočišče je zdaj spremenilo kriterije, ne. Mislim, da je seveda še težje pravzaprav nekako, bi jaz rekel, kot mogoče priti do prvence, pa pozneje s prvencem karkoli narediti, ne. Kot praviš, ne, včasih ni bilo, niti, mislim, da od začetka niti ni bilo dovolj, na nekaterih razpisih niti prvenec ni dovolj, ne. Ena knjiga sama po sebi ne pomeni nič, moraš imeti za sabo že cel nek opus, da prideš do rezidence. Tukaj so se pa pogoji zdaj toliko spremenili, a se ti zdi tudi to v končni fazi pomembno, ne nazadnje, zakaj bi pravzaprav rabil avtor, ne vem, dobro, zato da je avtor seveda potrebuje knjigo, ampak zakaj recimo ne bi rezidence se tudi razširile na nekoga, ki zdaj piše, pa da pošlje nek svoj primerek literature ali pa na nek način. Se ti zdi, da bi tudi to nekako mogoče pospešilo promocijo mladih avtorjev oziroma spet mladih neuveljavljenih avtorjev, bova rekla, no? Ja, mislim, da bi bilo to dobro, oziroma mislim, da je vedno dobro, da je ponujen nek spekter stvari, a ne? Da so takšne in drugačne rezidence, takšni in drugačni razpisi. Zagotovo bi bilo za nekoga, ki še nima knjige, pa si želi recimo poslati samo en kos rokopisa ali pa tako, lahko zelo koristno, da pač konec koncev je to pač potrditev, a ne? Motivacija za naprej, da v bistvu pri tem vztrajaš. S tem, da sploh rezidence so pač stvar, za katero si moraš vzeti čas, in mogoče, če nisi profesionalen avtor, ki se sam s tem preživlja, je ravno to obdobje, ne vem, recimo med 25 in pa 35 letom nekako primerno za to, da hodiš naokrog, da se promoviraš, zato ker si pač fleksibilen. Mogoče pol kasneje v življenju, ko pač že imaš nek opus za sabo, pač časovno nisi več toliko fleksibilen, ker imaš službo in tako, in vsaj upamo, da imaš službo. Ja, pravzaprav se je bati večne fleksibilnosti, ampak ja, posebej seveda moramo tudi poudariti, da je še mogoče drugače, ampak zagotovo je drugače tudi za avtorice, ne, ker seveda pride potem tudi, ne bom rekel, da obveznosti, ampak navadno se seveda obveznosti z družino ali pa družinske zadeve prevalijo na žensko in potem še težje seveda, ne vem, mladi materi zapustiti otroka, kot je seveda mlademu očetu, in je tudi tukaj znotraj tega so seveda stvari, kjer pride do nekih razlik in kjer je tako, kot si ti rekla, morda ravno zaradi tega še pomembnejše, da mlajši prihajajo do teh priložnosti. Sašo, če greva zdaj počasi še na tvojo knjigo, na tvoj zdaj tudi prvenec, pravzaprav, mogoče te bi vseeno za začetek vprašal, vem, da si dobil si nagrado za mladega kritika, ampak kakor jaz poznam vas, mlade kritike, a to pomeni, da tudi pišeš ali nisi nikoli sam umetniško ustvarjal, a si distanciran kritik, ki nikoli ni nič napisal? Zaenkrat ja. Aha, ok, eden redkih, lepo, respekt za to. Definitivno pa, če greva seveda na tvoj prvenec, me zanima, kako si ti gledal, jaz vem, da sem pač bil v žiriji SEP za že tisto leto in se spomnim pač, ker sem bral ta odlomek iz tega romana, ampak celotnega seveda nisem prebral. Mogoče, če vseeno slovenskim bralcem daš nek uvod v knjigo, kdo, ali pa seveda tudi v avtorja, kdo je Stefan Bošković, kaj je roman Minister, ki je nenazadnje dobil tudi nagrado Evropske unije za literaturo, kar tudi ni nepomembno, kar se tiče promocije in vsega. Ja, res je. In cel roman je po mojem mnenju veliko boljši kot tisti prvi del, kar torej ja, Stefan Bošković je črnogorski avtor,
so še vedno to mlajši avtor, ja, Ja. na začetku 80-ih. Do zdaj je objavil, to je njegov drugi roman, debitiral je pa z zbirko kratkih zgodb. Piše tudi scenarije za, mislim, da ima en scenarij za dolgometražni film in pa za kratke filme, pa tudi neke dramska besedila je napisal. In nekako je kar doma v tem političnem noir žanru. V resnici v tem romanu spremljamo črnogorskega ministra za kulturo, Valentina Kovačeviča. Dogajanje je zgoščeno na 9 dni, 9 poglavij. Začne pa se kar spektakularno, namreč minister na povabilo umetnice sodeluje pri performansu, kjer pride do nezgode in ta umetnica umre. Potem pa se začne odvijati cela ta vprašanje seveda o kakšni odgovornosti, tako osebne kot nosilca politične funkcije. In kar je še, in potem cel v bistvu roman preigrava nekako to intimno življenje ministra kot človeka in nenazadnje to njegovo vpetost v politični svet. V bistvu me je presenetilo, kako še vedno, saj to ni star roman, mislim, da je izvirnik je šel 2019, no, ampak se mi zdi, da vztraja v aktualnosti, predvsem če pogledamo dogajanje v Črni Gori. V času padla je, pa niso na oblasti več dolgoletni Mila Đukanović, no, ki je vladal toliko časa. Prišlo je do obrata in to, kar spremljamo tukaj tudi v romanu, je v bistvu ta spopad nekak identitetni oziroma nenehen boj za črnogorsko identiteto, ki je nekako, pa to zdaj pa ful preveč nacionalistično zveni, ni tako, no. Ampak čisto vse vplive oziroma se pravi vse po eni strani Srpske pravoslavne cerkve, političnih elit, nekih interesov kapitala od zadnje, tako da nekako tako. Pa se ti zdi, da se bo slovensko občinstvo, ki je imelo zgodovino odličnih kulturnih ministrov, uspelo identificirati, ko bo bralo ta roman? Ja, ko sem prevajal, je bil še posebej zanimiv kulturni minister v Sloveniji. Mislim, da ja, no. Da je seveda gre za zgodbo postavljeno v črnogorsko okolje, ampak je avtor pri tem ostaja toliko univerzalen, da lahko tukaj govorimo o nekih splošnejših vrednotah, no. Kaj so pa bili recimo kakšni prevajalski orehi oziroma kaj se ti je zdelo tisto najtežje, ne nazadnje, mislim, vseeno gre tudi za tvoj prvenec, mogoče bova tako naredila, najprej začniva od začetka, se pravi, ker je tvoj prevodni prvenec, mi mogoče vseeno povej, ko si se lotil prevajati, ko si se lotil, ok, bom vzel, Đurđa me je priporočila, prevedel bom roman, a si predstavljal, da bo tako, kot je? Kaj je bilo tisto, če si se mogoče ob prvem prevodu književnem naučil, ne bom rekel, da novega, ampak recimo, da si se naučil, kako pravzaprav prevajati ali pa karkoli v prevajalstvu, kar te je morda presenetilo, ker vseeno, tudi če prevajaš odlomke, je nekaj drugega, dokler študiraš je nekaj drugega, zdaj je pa to prevod, kjer gre za res. V bistvu ja, presenetilo me je to, da so bile najtežje so bile najbolj preproste stvari. Aha, ok. V bistvu, če govorimo o nekih klasičnih dilemah, o tem je bilo že veliko povedanega, ne vem, nekih kulturnih specifikah ali pa kakorkoli. V bistvu najtežje mi je bilo pa loviti ta slog, ker je nekako zelo, če rečem, freh. In v slovenščini pa hitro v bistvu je težko loviti nek srednji register. Ali je zelo hitro vse zelo pogovorno, ali je pa zveni kot da je iz 19. stoletja. Tako da ta tempo nekako mi je bilo najtežji držati in seveda to, da ne glede na vse nasvete, debate, na koncu si sam in sprejemaš odločitev. Kako boš to in po mojem je najpomembnejše imeti argumente, no. Bi seveda dva prevajalca ne prevedeta isto, ne. Je pa pač se mi zdi pomembno, da je tukaj, da se vidi, oziroma vsaj naj bi se videl nek razmislek, zakaj si sprejel takšno odločitev. Kaj pa vendarle med prevajalci obstaja, jaz moram reči tudi neka bolj taka kolegijalnost, ki je jaz mogoče kdaj med pisatelji ne vidim toliko, ampak za prevajalce pa vem, da ste veliki kolegi med sabo, da si veliko, kad si tudi ti imel, ne vem,
kolege ali pa, ne vem, tudi Đurđo, mentorico, mentorja, pri kateremu si se lahko obrnil, recimo, če je bila kakšna dilema ali pa recimo si teže ugotovil, kako bi bralec zdaj to prebral in se rabo neko svežo perspektivo, ali je tvoja rešitev pravilna? Ja, jaz sem zelo hvaležen za skupino ljudi, ki je delala na tem prevodu, pač moji kolegi, ki so mi svetovali in zagotovo sem pa najbolj hvaležen seveda Đurđi Strsoglavec, na katero sem se lahko obrnil in je v bistvu brala to in podala konstruktivne komentarje. No. Je pa res, da kar je po eni strani super pri Đurđi, po drugi strani pa ne, je to, da ne podaja v bistvu jasnih odgovorov, ne? Da te samo namigne, kam naj bi to šlo in potem ti, ali pa samo napiše ne tako, ne? Potem pa razmišljaj, zakaj ni tako. No, dobro, bom tudi to Đurđi prinesel, tvoje pozdrave. Ajda, ravno ko sem omenil tole, sem tudi razmišljal seveda o tem, da tako kot sem rekel, prevajalci so zelo pogosto imajo neko skupnost, obstajajo Facebook skupine, obstajajo forumi, kamor se lahko obrnejo, da recimo se posvetujejo glede rešitev, glede posameznih stvari. Jaz tega pri avtorjih zelo pogosto ne vidim, čeprav obstajajo pa različne generacije. Jaz mislim, da so tudi generacijske razlike. Jaz recimo v svoji generaciji, pa zdaj, kaj zvem, ko smo to srednja generacija, domnevam, sem tega manj videl, čeprav potem pa se mi je zdelo, da v mlajših generacijah je pa tega več. Kako je s tem pri tebi? Obstaja kakšna skupnost, kjer se ti lahko obrneš? Nenazadnje si vendarle tudi mal, če se poigram z besedami, outsider, v tem smislu, da si seveda kot arhitektka ne delaš tega za zdaj, vsaj za enkrat, če nisi delala tega za life, skratka nisi živela od tega ali pa nisi se toliko bila tudi mogoče v tej srenji, je mogoče tudi zaradi tega zate malo drugače, pa misliš, da to kakšni tvoji kolegi imajo neko skupnost, ali tega sploh ni? Mislim, ja, pač zagotovo lahko sam iz svoje perspektive to govorim. Ne vem, a te skupnosti obstajajo ali ne v resnici. Zdi se mi, da mogoče obstajajo neke klike avtorjev, ki so recimo skupaj študirali ali pa v tem smislu, ki so tudi v zasebnem življenju kolegi in si po mojem sklepam med sabo tudi dajo nasvete, kaj preberejo in tako. Jaz sem največ tega dobila v resnici enkrat, ko sicer nisem zelo pristašica literarnih delavnic, ampak enkrat pa vendarle sem se prijavila na eno literarno delavnico kratke zgodbe z Leonoro Flis. In ta skupina, ki se je tam oblikovala, v bistvu smo pa še tako, ne vem, zdaj 2 leti, v bistvu smo že po mailu v stiku in si tudi kdaj kaj pošljemo, pač za prebrati, pa si čestitamo, kadar kdo kaj dobi, pa tako. Tako da to je bila edina moja, recimo, taka stvar. Zdi se mi, da mogoče načeloma je kar malo težko ali pa sramotno ali pa tabu govoriti o tem, kako pišeš, zelo ne sam kaj, ampak tako čist ta proces, pa da je težko, pa da nam je v resnici vsem težko. Spomnim se ene zelo fajn vožnje v avtu, ko smo bili, meni se zdi, v Kopru na Mladih Rimah ali pa v Novi Gorici ali nekje in je Miha Mavrič vozil, pesnik, in sva pol celo pot nazaj po noč, ne vem, ob enih zjutraj imela debato pač o tem, kako piševa. In sem si res zapomnila na to debato, ker je pač bila ena od redkih v mojem življenju, ko sem z nekom, ki tudi pač piše, zelo iskreno govorila o tem, kako, pa kakšni so zadržki, pa kje se ustavljaš, pa tako. Ja, ker se mi zdi pomembno, da seveda govorimo sicer o rezidencah, govorimo o tej pomoči, ki absolutno jaz mislim, da je potrebna, potreben je mir, potrebna je neka distanca, da ima človek neko potrebno samoto tudi za to, da piše, ampak po drugi strani je pa zelo pomembna, jaz mislim, da za vsakega ustvarjalca tudi to, da se oblikuje neka skupnost, ki je po eni strani skupnost kolegov, ne, to, kar so zdaj načela, po drugi strani pa je to tudi neka širša skupnost. Jaz vedno pravim, da meni se zdi, da je najmanjši dan danes, posebej v tej hiperprodukciji, ni tak problem izdati knjigo. Problem je seveda, a bo ta knjiga dobila kakršenkoli sprejem. In včasih tudi ni problem, tole se bo mogoče Sašo strinjal z nama, ni problem negativna kritika, kot je večji problem tišina. Če ne dobiš ničesar, nobenega odgovora na to, kar ustvarjaš, ampak
vseeno ti na svoj prvenec si dobila, mislim, da kritiko, ne nazadnje je šel pri ugledni založbi, ki vendarle tudi ima za sabo neko revijalno mašinerijo, ki poskrbi za to, da je vsaj tamkajšnja kritika. Kako pa to kot ustvarjalka sprejemaš, ne? Ker ne nazadnje, jaz mislim, da s kolegi je en čist drug pogovor, ne? Skratka, kako pišeš, to je, sicer kot si povedala, ne, ni tako pogosto, vseeno ne tak pogovor, ampak kakšen je pa ta dialog, recimo, ki ga imaš ti, si imela po izidu prvenca kakšen dialog z bralci, ne nujno samo kritiki, ne, ampak tudi samo z bralci, ki so ti kaj povedali o tvoji knjigi, pa niso v sorodu s tabo, tvoji prijatelji ali pa tvoja urednica. Mislim, najprej se zelo strinjam s tabo, v bistvu sem zelo vesela, da je bilo zdaj že kar ene par odzivov pa kritik, tako večinoma dobrih, enih tudi malo grenko sladkih, ampak tudi za te pač sem zelo vesela in hvaležna, da je pač knjiga bila opažena in da zdaj nekako malo živi, no. Kar se tiče bralcev, pa ja, mislim, ti, ki niso moji prijatelji ali pa sorodniki ali pa tako, večinoma napišejo sam pohvale. Tisti, ki ne bi napisali pohvale, se zaenkrat še niso oglasili. Mislim, me zanima, v bistvu bi mi bilo to zelo zanimivo, ne vem, če bi pač, ampak knjiga ni taka, no, ni toliko kontroverzna, da bi na Goodreads se pač tam vzpostavila neka debata v komentarjih, no, tako da, ampak bi me zanimalo, recimo, kaj so slabe točke ali pa kje bi kdo kaj izboljšal, no. Ti zdaj večinoma deluješ v arhitekturi še vedno, ne? Se pravi, z tega stališča me seveda zanima, če zdaj vseeno kot ustvarjalka, kot pisateljica si vendarle dobila tudi vpogled, kako živijo tvoji kolegi ali pa kakšen status imajo. Jaz včasih se ne morem prav odločiti, jaz imam veliko kolegov iz recimo likovne umetnosti, ne poznam toliko dobro arhitekture, ampak recimo zdaj, ko smo se pogovarjali posebej okrog ustanovitve zdaj tega sindikata prekarnih delavcev, ne, smo se pogovarjali, da obstajajo gromozanske razlike med recimo statusom pisatelja in statusom, ne vem, likovnika, ne, se pravi slikarja. Zdaj tudi ne vem, kam tukaj paše, se pravi arhitektura, ampak kljub temu, da recimo ustvarjalci, besedni ustvarjalci, pisatelji, velikokrat še vedno opozarjamo na probleme in težave, se pa po drugi strani zdi, da pa je to področje še precej bolj urejeno kot katera druga področja, ne? Če nič drugega imamo pisatelji v Sloveniji vendarle, ker se vedno hvalimo, da smo država literature ali kakorkoli že, nacija literature, ki se vzpostavlja z literaturo, se mi zdi, da imamo vzpostavljene neke sisteme, imamo kritiški aparat, imaš literarne revije, kjer lahko prideš do teh kritik, zaradi katerih dobiš točke, kjer je sistem točk, da ti lahko kandidiraš za štipendijo. Kako ti to vidiš kot arhitektka, te razlike, kako je v vaši branži, kako se tebi zdi, da je poskrbljeno za pisatelje in za arhitekte v, ne vem, sodobni slovenski družbi? Ja, kar veliko tem je bilo zdaj tle noter. Mislim, zdi se mi, da to sem hotela omeniti, v bistvu, ko sem že prej razmišljala o tem vprašanju. Da se mi zdi, da je razlika, glavna razlika mogoče v tem, da v literaturi se zares dela na tem, da tako mladi avtorji kot starejši, da cela v bistvu stroka ali pa disciplina nekako pride do besede, do glasu, da ima svoj prostor v medijih, da se o njej govori, da je pozicionirana dobro v dnevnem časopisju in tako. Medtem ko v arhitekturi se mi zdi, da se recimo govori več ali manj samo takrat, kadar gre kaj narobe. Kadar je pač kakšen natečaj, ki ni dobro izveden, kadar so kakšna sredstva, ne vem, slabo porabljena in tako, takrat pride do pozornosti. Je pa recimo, ne vem, jaz zdaj tukaj govorim, imela sem te recenzije objavljene, intervju in tako, ne predstavljam si, da bi recimo nek mlad biro, ki pa že, ne vem, 5 let deluje na slovenskem področju, dobiva nagrade, dobiva projekte, da bi zdaj dobil intervju v Delu. To se pač ne zgodi, recimo za literarnega avtorja se mi zdi, da se prej to zgodi, kakor za arhitekta, no. In ja, pač to področje dela je precej neurejeno, v bistvu se arhitekti se mi zdi, da zelo močno delijo na pač
lastnike birojev in na potem prekarne delavce, ki pač krožijo sem pa tja oziroma opravljajo neko službo, ki bi morala biti po vseh pravilih pač stalna zaposlitev, ampak ni in tako naprej. No. Ja. Hvala. Sašo, tebe bom še seveda vprašal, zdaj danes smo govorili, ker smo govorili o SEP nagradi, pa govorili smo o Odisejem zatočišču. Jaz mislim, da je vseeno fino, da še omeniva mlado pero, ki sem ga omenil recimo pri tebi, ki je pa ena taka zadeva, ki se je domislila, če zdaj moje informacije mislim, da so vendarle pravilne, Pia Prezelj, ki je začela delati na delu. Skratka je to še nek mehanizem, bi jaz rekel, kjer je Pia, o tem smo midva večkrat govorila, ko je prevajala zame, se je zdelo, da obstaja tudi tu nek manko, skratka, da ni posebej recimo za literarno kritiko, pa tudi seveda za literarne ustvarjalce mlade, da ni nekega vzvoda, kako bi sploh prišli v javne medije, čeprav sva zdaj slišala in jaz se strinjam absolutno, da bo pisatelj še vendarle prej prišel kot mlad likovnik, mlad arhitekt ali pa kako naprej. Mogoče vseeno kakšno besedo dve o mladem peresu, ki si del tega, pa ne nazadnje zmagovalec oziroma nagrajenec mladega peresa oziroma kritiško pero. To je res super projekt, no, mislim, čestitke Pii Prezelj za idejo in za izvedbo, ne nazadnje. Izredno me veseli, da v bistvu da pozornost posveča tudi kritikom, no. Ker mlad avtor je vseeno rahlo drugače, no. Obstajajo revije, kjer so namenjene mladim avtorjem, medtem ko pri kritiki seveda obstajajo, ampak je toliko težje predret. In seveda to, da v bistvu to je bila moja druga kritika, ki je bila objavljena v osrednjem slovenskem časopisu, no. In to je res ogromno in to mi je odprlo ogromno vrat, ne vem, tam pišem za ars kritike tudi, za ljud literaturo, in je res super projekt, no. Kako si se pa ti, si se kaj pozanimal? Zdaj prevajalci, Društvo slovenskih književnih prevajalcev je zelo dejavno, tudi Društvo slovenskih literarnih kritikov je zelo dejavno. Si se že kaj pozanimal, kako pravzaprav obe instituciji delujeta, kako se pravzaprav članiti, kaj pravzaprav pridobiti od članstva v teh, ker ne nazadnje, jaz se tudi spomnim, jaz sem s kritiško kariero nekako končal 6 let nazaj, takrat se je ravno spostavil ta sistem, predtem ni bilo tudi nobenega podpornega sistema za literarne kritike, zdaj pa tudi to nekako obstaja, skratka, sem to me zanima, no ne bom te zdaj seveda nadlegoval, če ne veš kaj o tem, ampak recimo, če si se pozanimal že, ker obstajata, to sta vendarle, jaz bom rekel, da dve zelo pomembni stanovski društvi, ki zelo dobro delata in uveljavljata svoje interese. Ja, definitivno se strinjam. Moram pa priznati, da sem je do zdaj opazoval od zunaj in v bistvu opazujem, kaj delata, ne vem pa v bistvu, kako, zdaj, če bi se član, oziroma mislim, da sem za DSKP gledal, da potrebujem še malo prevodov, preden se lahko tja zrinem, medtem ko za kritiško društvo pa žal ne vem. Jaz bom mogoče na koncu zdaj malo parcialno vprašanje, ker delam pri Cankarjevi založbi, ki ima skratka za sabo ogromno enih kulturo, tradicijo nekih prevodne literature in to vrhunske prevodne literature, po mojem mnenju, in upam, da ne samo po mojem mnenju. Pred kratkim so se pojavile neke ideje o tem, da bi morale knjige, ki so sponzorirane z Jakom, 70% teh knjig bi moralo biti izvirnih, kar bi seveda založbe še bolj kot zdajle potisnilo v to, da bi zdajle še manj prevodov, še manj pa vrhunskih prevodov, seveda govorimo, ker komercialni prevodi se vedno prevajajo. Kaj misliš ti, da je kot prevajalec, vendar kot zdaj, kot nekdo, ki je vstopil v to polje, se ti zdi, da je to škodi literaturi, da to lahko škodi literarnemu polju, oziroma kaj bi bili tvoji argumenti proti temu pojavu? No? To se mi zdi kar kompleksno vprašanje. V bistvu tukaj moramo začeti, da pač je slovenski trg tak, da brez državne podpore ne preživi. Moj položaj je takšen, da prevajam iz južnoslovanskih jezikov, minus bolgarščina. In tukaj se mi zdi res pomembno, da obstaja nek sistem podpore, ker ne vem, kako drugače bi nek makedonski avtor oziroma prevod sploh prišel oziroma vzbudil zanimanje. Zato tudi SEP je zelo pomemben na tem pogledu.
ne vem, v bistvu definitivno se mi zdi, da bi to skrčili število prevodov. Krčenje prevodov pa pač čisto na tej načelni ravni pa seveda pomeni manj kroženja idej, manj stikov, manj spoznavanja drugih kultur. Ne nazadnje ne to treba poudariti, da ko je februarja prišla iz napačnih razlogov v fokus Ukrajina, ne, je v bistvu DSP ravno zaradi nagrade SEP lahko ponudil prevod romana Andreja Ljubke. No, to je zdaj seveda trik vprašanje zate, Ajda, ker si izvirna slovenska avtorica. Kako se pa tebi zdi, kako ti gledaš recimo na slovensko literarno krajino? Se tebi zdi, da seveda projekti kot so SEP, kot so skratka to, da seveda slovenske založbe izdajajo veliko prevodne literature, to nekaj, kar te bogati tudi kot avtorico, ali boš zdaj bom ti podtaknil pravilno odgovor, ali boš egoistično zatrdila, da ti pa hočeš 70% slovenskih avtorjev pri slovenskih založbah? Ja, zdaj me skoraj malo mika, da bi rekla to, da bi... ne, ampak velikokrat se mi zdi, da si ogledam kakšno knjigo, mi kakšna knjiga zbudi zanimanje tujega avtorja in pol brskam po slovenskih knjigarnah in je pač ni, ne, in se sprašujem, zakaj v resnici nimamo vrhunskih prevodov, predvsem, ne vem, neke sodobne literature ali pa literature, ki se zdaj producira, ki je nova, ki je prodorna, ko recimo, ne vem, hodim kdaj po kakšnih tujih knjigarnah, pa se to najde na policah, pa mogoče niti ne vem, v velikih jezikih, ampak recimo tudi, ne vem, tudi v Beogradu, naprimer, ogromno prevodov fantastičnih. Tako da, ja, ne, mislim, bi se odločila za to, da naj se prevajanje nadaljuje, ja. No, dobro, Sašo. A ti lahko vrnem vprašanje, a pa bi to dejansko pomenilo, da bi toliko več izvirne literature išlo? Seveda, ker imamo določena mesta, koliko mest je v programu, ne? Skratka, 70% bi seveda požrlo toliko več prevodom. Vprašanje, ki je seveda se tu zastavlja meni kot založniku in uredniku, je seveda, bi to pomenilo kvalitetne slovenske literature, ker jaz vendarle mislim, da založbe izbiramo previdno in tudi prav, kar tudi vidva dokazujeta, ne nazadnje. Jaz bom zdaj poslušalce, naključne obiskovalce in mimoidoče knjižnega sejma seveda pozval, da obiščejo še naslednje dogodke knjižnega sejma, predvsem pa seveda, da si poiščejo obe knjigi, ki sta bile danes v fokusu. Ajdo najdete malo tam naprej, je Lud literatura, ne, če se ne motim, medtem ko Stefana Boškoviča pa najdete tukaj, takoj pri odru. Jaz mislim, da gre za dve izjemni deli, Stefana še nisem prebral v celoti, ampak zdaj zagotovo bom, če nič drugega, da preverim mladega prevajalca. Ajdino zbirko kratke proze sem pa tudi že prebral, pa mogoče bova midva z Ajdo kdaj kaj povedala, da boš slišali še od kakšnega bralca, še kakšno mnenje. Skratka, vabljeni k nakupu in predvsem seveda k obisku knjižnega sejma, ki traja do nedelje do 6. popoldne. Najlepša hvala obema svojima gostoma, da sta predstavila nagrado SEP in Odisejevo zatočišče in najlepša hvala vam za poslušanje. Hvala.